Nahajamo se v prostoru 2x32 na razstavi Čutna mreža, umetnica Ajde Kadunc. Gre za nadaljevanje sodelovanja med zavodom 2x32 in umetnico. V lanskem letu smo začeli prvo sodelovanje, ki je temeljilo na postprodukciji. Letos pa pravzaprav predstavljamo novo produkcijo, nek začeten del vpogleda v to, kaj pravzaprav umetnico zanima in tudi v bistvu, kako se bo to razvijalo še v prihodnje. Kar za razliko od lanskega leta opazimo pri delih, je, da so v galerijskem prostoru prisotne predvsem slikarske oziroma stenske instalacije, odsotnosti nekaterih organskih motivov, vstopa pa v polje slike tudi nova motivika, kar naenkrat lahko opazimo ograje oziroma recimo tudi avtorica se pri delu poslužuje drugih pristopov, ne samo stopanja v okolje, ampak uporabe grafičnih pregledovalnikov, kot sta e-prostor in Gerk, ki ji omogočata to, da vidi neko razliko med tem, kako je pokrajina razmejena, razdeljena, kako so parcele postavljene v pokrajini in seveda prek njene zelo tacitne, telesne izkušnje, ko gre skozi prostor in vidi dejanske oblike, dejanske krajine, ki se tam razprostirajo, je zanimiv predvsem ta fokus, kje se zgodi do nekih neskladij. V naši družbi je močna želja potem, da bi to okolje nadzorovali, da bi ga imeli nekako klasificiranega, da ga imamo spravljenega v podatke. Avtorica pa ravno pri tem opaža, da če pa pogledaš to okolje od blizu, da se ne ujema, to se pravi s temi predstavami ali pa željami po našem nadzoru oziroma po našem upravljanju. To je tudi ključno iz tega vidika, ker avtorstvo zanimajo neka zavezništva, ne v smislu med ljudmi, ampak med različnimi biološkimi oblikami. Tukaj tudi vidimo pri slikarski praksi, to se pravi slike, ki so letos v koloritu pretežno nekih zelenkastih, oranžkastih, vijoličnih, pa tudi rumenih odtenkov. Poleg tega, ko nanaša olje, ko uporablja v bistvu nek razmeroma osušen čopič, da aplicira barvo na platno, stopi tukaj še nek drug proces, to se pravi aplikacija voska kot neke končne, zaključne plasti, zaključnega nanosa, kjer pa ni zanemarljiv podatek, po mojem mnenju, da ima avtorica tudi družine čebel in da gre v bistvu tukaj za neka mikro sodelovanja, za mogoče najti neka zavezništva v okolju, ki niso nujno človeška, ampak nam mogoče odpirajo vpoglede ali pa določene mehanizme, kako pravzaprav te interakcije v okolju delujejo in da gre tukaj za neko celo verigo interakcij, kjer se različne življenjske oblike prepletajo in so neizbežno med seboj povezane. Z umetnico smo delali tudi na tem, da bi nekako njeno sledenje, neko to izkušnjo, kako se premika skozi prostor, kako opazuje prostor in ga beleži na takšne in drugačne načine, da bi tudi ob tem ustvarjali nekakšen dnevniški zapis. To je tudi nekako bilo artikulirano tekom pogovorov v zadnjem letu, kjer je avtorica poskušala na različne načine pravzaprav pristopati k temu, kaj je pravzaprav to okolje, v katerem biva, to se pravi, je izven mesta, je na podeželju. Pomemben je pa v bistvu ta podatek, da vsi neki ti procesi so pri njej povezani. Mi, ko gledamo slike, so pravzaprav rezultat neke empirične analize.
In to, kar vidimo kot instalacijo, stensko instalacijo v razstavnem prostoru, temelji pravzaprav na beleženih različnih elementov, ne? Od risb, nekih neposrednih zapisov, fotografij s telefonov, zajem zaslona, grafični pregledovalniki, skratka nekaj različnih načini, kako pravzaprav avtorica sondira prostor in kako uspe v bistvu ta izkustva tudi zabeležiti oziroma jih nekako spraviti v neko nelinearno, nehierarhično pripoved. To se pravi, zanimajo pravzaprav različni vplivi, element naključja je pri njej tudi blazno pomemben, to se pravi, okolje se spreminja ne samo zaradi nekih naših vplivov, ampak tudi zaradi raznih ujem ali pa načina, kako se vegetacija razrašča, erozije in tako dalje. To se pravi, to so vse nekako ti elementi, ki jo zanimajo, pri tem pa pravzaprav pristopa s tem zavedanjem, da so pogledi na to, kaj je pravzaprav okolje, med nami zelo različni, oziroma da so že med različnimi bitji drugačni. Nek naš človeški pogled ali pa njen pogled je v tem oziru izrazito partikularen. Zanima pa jo, obstajajo še neki drugi načini, obstajajo še neke alternative, kako doživljati in stopati v interakcijo s tem okoljem. Za avtorico se mi v tem kontekstu zdi mogoče primerna prispodoba peskovnika, to se pravi okolje kot nek prostor, ki v svojem izhodišču ni definiran, seveda z vidika nekih politik upravljanja okolja človeške družbe je, ampak v sami osnovi je pa ta interakcija, ki se zgodi v okolju, lahko tudi popolnoma naključna. Avtorica med drugim poudarja pomen nekega nesmisla, to se pravi, kako pride do nekih zdrsov, kako pride do nekih nepričakovanih opažanj ali pa rabe prostora. In ta trenutek se mi zdi v smislu tega peskovnika zelo zanimiv, zaradi tega, ker je ideja ravno potem, da to, kar se zgodi v prostoru, da ne gre z nekimi naprej oblikovanimi pričakovanji, ampak da gre za nek poskus, za nek, bi rekel, umetniški eksperiment, ki jo pa prek te empirične izkušnje in seveda jezika, nekega simbolnega prenosa v polje abstraktnega, spet privede do podobe, do slikarskih del, do objektov. To se pravi, privede pravzaprav do tega, da se ta nesmisel poskuša na nek način ponovno artikulirati in da se tega izlušči, upajmo, vsaj na dolgi rok, neka nova dognanja ali pa vsaj neke nove poglede na to, kako doživljamo našo okolico. Materiale za ta raziskovalni del sem v bistvu nabrala večinoma v svoji okolici, ali pa so mi bili dostopni, pa so že obstajali. Se pa v bistvu gre za neke organske elemente, med drugim tudi papir, ki sem ga izdelala iz listja, ki sem ga pač nabrala v tej okolici, kjer sem se gibala, pa tudi recimo neka testiranja z micelijem, ki je v bistvu to vegetativno telo glive in v bistvu z preraščanjem, ko išče hrano, ustvarja neko povezano formo in v bistvu z njo lahko oblikuješ tudi različne objekte, ki v bistvu so na nek način tudi živi, še vedno imajo možnost, da se spremenijo, da z njih zrastejo gobe ali pa da propadejo. Mene so v bistvu zanimali tudi kot neke podlage ali pa recimo neke platnice, ki bi jih lahko uporabila za risanje ali pa tudi za kakšne tekstualne zapise. V bistvu sem tudi
poskušala nabrati neke organske vzorce, ki so me v bistvu zanimali tudi iz vidika, da bi jih pol prenesla v studio in opazovala naprej, kako se stvar spreminja. Te nabrane materiale in tudi nabrane informacije, ki sem jih nekako zgostila skozi neke fotozapise, pa zvočne zapise, pa ponavljajoče v bistvu sprehajanje po tej krajini, sem primerjala tudi z zemljevidi, predvsem neki digitalni zemljevidi pa satelitski posnetki. Ja, tukaj so me v bistvu zanimali tudi ti prekinjeni vzorci, ki se pojavijo ob nalaganju strani, pa tudi neki prekinjeni vzorci v načinu kosanja ozemlja, pa tudi gliči pri nalaganju spletnih strani. Ja, in sem jih pol tudi začela primerjati z dejansko krajino, pa recimo tudi mejami, ki jih lahko zaznaš s telesom in pa preko hoje. Te sem pa vnesla tudi v te vizualne zapise oziroma slikarska dela, kjer se v bistvu kažejo bolj kot nek recimo usedli spomin, pa tudi isto neke prekinitve slikovnega polja. Hkrati so pa tukaj tudi neke organske oblike, ki jih tudi vsak dan pač srečujem na teh terenskih vajah. V bistvu je ideja nekega poskusa ustvarjanja dialoga med to dejansko krajino in pa digitalnim zajemanjem informacij. V nadaljevanju tega projekta je v bistvu tudi želja, da se ta raziskava prestavi v dejansko okolje, v obliki neke postavitve, ki pač bo sodelovala ali pa bo poskušala sodelovati s krajino.